Za mano se skriva pravi biser stare Jugoslavije. Lada Niva iz leta 1995. Ta avto že več let ni zapeljal iz garaže in veste, koliko kilometrov ima? Dobrih 28.000 kilometrov. To je bila detkova Lada Niva, stara več kot 30 let. Prava časovna kapsula. Ampak obstaja eno veliko vprašanje, a bo po vseh teh letih sploh užgala? Po detku sem podedal to Lado Nivo in leta je avto stal v garaži. Ne zato, ker motor bi odpovedal, ampak zato, ker na avtu je nastalo kar nekaj okvar. In danes bomo ugotovili, da lahko to staro legendo ponovno oživimo. Kot otrok sem se velikokrat vozil s tem avtomobilom. To ni bil le avto, to je bil naše družine. Z njim smo šli po snegu, po makadamu, po hribih, skoraj povsod. Potem nekega dne je ostal parkiran in tam je stal več let do danes. Nažalost, čas ni prizanesel, izpuh je zvit, zadnji blažilci so uničeni in zadnje zavore oziroma bobni sploh ne delajo. Torej, tudi če motor užge, tem avtom še vedno ne morem na cesto in če ga želim registrirati kot starodobnika, moram najprej odpraviti vse te napake. Prva stvar, da probamo, če sploh avto pržge, problem je, da smo v tej mali tesni garažici in jaz sploh ne morem dvigniti pokrov, da bi videl, kaj in kako je z baterijo. Tako da gremo probati, če tukaj uspemo ga pržgati. Opala, gremo notri. Valjda ključ old school mi je všeč, damo notri. Kontakt. Folica. Pa da vidimo, prosim te užgi. Mislim, da baterija je totalno prazna in bom dal ven, bomo probali s kakšnim boosterjem jo napolniti, lih toliko, da pržge, ampak za iti ven iz te garažice bomo enostavno zvezali avto in bomo z drugim ga potegnili ven, tako da grem prositi očeta za pomoč. Si siguren, da bo ta špaga bila dovolj za potegniti ven? Nekam tanka zgleda. Primem. A? No pa da vidimo, ajde starega mačka, kako to reši. Ajde. Evo to mornarski vozu. Bo? Ja, mora. Ajde, da vidimo. Čakaj, mora imeti polni avto, veš? Čas, dokor on tam dela vozu, jaz bom prišel in bom dal v folo. Opala. Pa ročno spustimo dol. Ok. Si predolg štriki naredovati, zmanjkala pot. Ne mora imeti toliko nazaj. Je najboljše, da ga dvojno, veš, spelješ. Šanje stoletja bo ta špagica v redu, da potegne vala do Nivo in... Ja, greš. Ok. Zdaj lahko odpremo spredaj havbo in napolnimo baterijo, da zaštartamo to Lado Nivo. Evo, damo negativni na negativni terminal zdaj. In pol pa nam stane še pozitivni na pozitivni. Če kakšna iskrica pride, ni panike, itak nas ne bo nič streslo. In zdaj, valjda probamo pržgati avto, če bo šlo. Čakaj, to je to ni pravi old school ključ za prave može. Da vidimo. Čakaj, gre notri. Kaj praviš, boš žgal, papi? Mora. Mora, ni druge. Ja, to mi bo treba dati pogasiti tam na onem avtu. Ja. Če ne bo moči. Ajde, pejdi ti dati po gasu, dej. Rabimo malo ekstra boosta, da da papi oziroma oče po gasu. Tako da malo da več moči, pa da vidimo. Nič. Mislim, da baterija je... Mislim, da je šla več baterija. Gre zdaj po multimeter, da imamo sploh koliko imamo še notri te baterije, oziroma koliko življenja v te bateriji, pa da vidimo, če se da sploh kaj narediti, ker če ne bomo enostavno pač samo zamenjali baterijo, dali novo in to je to. V glavnem bomo pravili multimeter in če prej zdaj malo bližje, zdaj pogledali negativni na pozitivni, pa da vidimo, kaj nam pokaže. Ne gre več kot 11.3, torej je res prazna baterija, je res slaba. Razumeš? Tako da jaz mislim, da bomo zdaj dali malček jo napolniti. S tem boosterčkom bomo pustili kakšne pol urce ali pa tudi 1 urco, da vidimo, če uspe uživeti to baterijo. Jaz mislim, da lih zaužig, da bo. In če ne, v nasprotnem primeru pač bomo zamenjali na drugo baterijo lih toliko, da lahko damo gor na ploščo, kjer je malo bolj ravno, ker lahko začnemo z deli. In prvo, kar bomo začeli, bom dejansko z auspuhom.
ker ne vem, kolikor se vidi, ima dejansko auspuh je zvit, ne vem, če non ali kaj je udaril in je dobesedno stopilo tega blažilca. In tako da prvo zamenjali je auspuh in pol nam morajo dostaviti še nove blažilce in valjda, če zamenjamo enega, bomo oba dva, ker so v paru. Pol nam ostane valjda samo še zadnje bobne, ker smo tudi videli, da dejansko, da ko daš ročno, ne drži neki dosti krat moramo podložiti, tako da in da malo kaplja tudi iz leve strani od bobna, da kaplja olje, torej definitivno je za obnoviti zadnje bobne, tako da bomo lahko avto končno registrirali in ga dali za starodobnika. Ok, minilo je 10 minut, zdaj jaz hočem sam preveriti, da dejansko sploh kaj polne to baterijo ali ne, ker prej bo 11,4, 11,8, če dobro spomnim, da vidim, če sploh prišlo do 12, če je, valjda bom pustil še pol ure, uro, da se fajn napolne, imamo dober boost za štarta in bom to takoj naredil. In če zdaj pogledamo, vidiš, da je že 12,04, torej dejansko polne. In sigurno bom prva stvar, kar bom naredil, je malo bom zatisnil ta terminal, ker je res švokcen in pol pa gremo naprej polniti in pol bomo prižgali našo staro ladonivo. Ok, minila je 1 ura, pa da vidimo zdaj, koliko dejansko je to napolnilo. In če prejš malo bliže, pa da vidimo 12,04. Kaj praviš, probamo užgati? Probamo. Dej, probamo, ajde. Če bo slučajno to užgalo, jaz dvomim, bi mogli biti vsaj 12,2. To je folij. Kaj pa, če zdaj probamo dati kable mogoče? Lahko. Dej probaj se na hitro dati kable, pa da vidimo. Dej gas. Ok, kontakt, fola, da vidimo. Ne gre. Nič, bom zamenjal baterijo na old school. Ven stara, notri nova. In gremo, zamenjamo staro baterijo od ladonive za tisto drugo od Peugeota. Sicer tudi ta je stara rabljena, ampak če pržge tega starega dizilaša 1.6 dizel, valjda bo pol še našo ladonivo pržgala. Fajn je sam, da dobro zatisnemo te terminale negativni in pozitivni in smo. Ajde, da vidimo zdaj, koliko voltov je, lih toliko iz firbca. 12,2. Ok, to bo. Da vidimo. Valjda, ker avto nima klime. Ročno, ko na stare čase in mislim, da največji fukiš je pa to okenco. Ajde, da vidimo, če užge. Kaj, moram malo napumpati še? Koliko si napumpal? Ja, 2-krat, 3-krat. A še? Smrdi po benzinu, po vergle zdaj. Počasi. To dela, stari, let's go! Počasi. Ok, pustimo zdaj malo, da teče. Daj malo gasa, mi malenkost. Jaz mislim, da karburator ima še malo benzina notri, ja moraš spucati, kaj praviš ti? Probiš ti malo po gasu dati? Tako da malo nek misfire, ma ne verjamem. Starega boga. Starega boga. Ni kaj. Zveni skoraj boljše kot moja Cupra, pizdarija. En fun fact tega avtomobila je, da gume, ki ima gor, trenutno so stare več kot 20 let, niso sicer prvotne, ampak guma, ki je tukaj notri, je pa prvotna in je tako stara, da če pogledate letnico, se skoraj več ne razbere. Res tukaj nema je te, pač jasno uspem razbrati, tako da to je res prvotna guma, stara 30 let, če ne več, tako da to je res zanimivo. Torej, prva stvar, kar naredili, bomo malo pošpricali z VD-jem, brez se šparati. Prvo stvar bomo črafili auspuh, kot smo rekli. To ni originalen auspuh in ga je dedek par let zamenjal in načeloma bi mogel biti to originalen auspuh, ki smo ga dobili iz kje? Goriškega. Z Goriškega, tako da se težko dobiti te dele za ladenive, ker ormaj so šle več kot 30 let iz prodaje. Prva stvar, odstranimo ta stari auspuh. Temo za 30 centov. Dela dobro.
Čeprav avto je star več kot 30 let in ni neki dosti ruzno od spodaj, moram reči, da sem mogel kar dosti pošpricati te vijake z WD-40, da so se omehčali, da sem jih lahko sploh dal dol iz tega auspuha. Mi smo zdaj vse odšrafali in problem je, da tle kar zapečato to, kar valjda stoji leta in leta, čeprav ni ruzno, to, ker je avto bil večinoma v garaži. In smo se odločili, da bomo dejansko večji del auspuha odšrafali, še ta del, čeprav je tukaj zapečato, tako da bomo dali cel ta del dol, da bomo lažje pol zadnji konec odtisnili in videli, v čem se gre. Moram priznati, da ta del bil kar zapečatan in se mogel kar kladivo uporabljati. To! Uspelo nam je! Ajde, to lahko damo dol. Gremo zdaj še na oni strani, da to auspuh kar primimo. Ta drugi del ni bil nič kaj boljši, sem se kar mučenih dobrih 20 minut, na to pa so me klicali, da moram prevzeti paket za vse avtodele in sem kar prepustil delo svojemu papiju, tako da vidimo sploh, kaj je naredil s tem auspuhom. Pa da vidimo, kako je uspelo mojemu očetu oziroma a.k.a. papiju, če je uspel odšrafati ta auspuh, da vidimo. Pelo, pokaži mi, dej, kaj si naredil? Poglej. Kaj si malo zmacolo, dobro pa je šlo dol, a? Evo, Ok, zakon. Kaj smo dobrega nabavili? Ok, to je še za dodaten servis, ki mogli narediti, to se nas ne tiče. Trv, tako da športne zavore bo imela zdaj ta Lada Niva, da ja se bo ustavila v breg. Ekola, cel komplet, taman. Evo, to nas je, to je naš problem, to pušča in to bom zamenil ta cilindrček, ampak valjda, če že se lotimo tega, bomo celoti vse zamenjali komplet zavorni sistem zadaj. Zdaj, uspeli smo auspuh odšrafati in če prijete malo bližje in pogledate, to je ta stari, ki ga je dedek par let namontiral nazaj. Jaz mislim, da bo to več kot 15 let nazaj in če priješ sem in pogledaš to obliko. Vidite, dejansko ta oblika je čisto drugačna in tudi tukaj, ki je ta črn znak, dejansko tle se je zajla od ročne, guma se je malo stopila. Zažgale, ja, dejansko mogli tudi to menjati. Ni problem, ker spodaj je zajla in zajla je cela, ampak v vsakem primeru bomo to zamenjali. Jaz nisem 100%, a ta auspuh bo v redu ali ne, ker to je ipak, smo ga dobili zrabljene nive, tako da v primeru, da če ne bo, bomo mogli zamenjati, ampak kar mene me skrbi, ni samo ta del, ampak je še ta drugi. Bom zdaj pokazal. Ta. Načeloma pri tej Ladi Nivi, ko sem jaz šel gledati na Avtodog, dejansko ta sredinski lonec bi mogel biti nekjer tukaj in bi mogel biti dejansko toliko velik, ta pa dejansko je pa toliko velik in tudi ta krivulja, dejansko je ta angle, dejansko bil kot da bil manjši na sliki, ta je pa dosti bolj oštr, tako da jaz iskreno se sprašujem, če tudi ta je pravi del ali ne, tako da prvo stvar bomo zdaj zamenjali blažilce, ker je dosti bolj dostopno, ko ni auspuha in potem bomo probali to nazaj namontirati na ta auspuh, v primeru, da ne gre, gremo naprej z delom, zamenjamo zadnje bobne oziroma celotni zavorni sistem od bobnov in pol bomo probali še auspuh zrihtati, če ne gre, ampak to, zdaj ni problem. Ko dobiti tega ven? Ok. Jaz mislim, da sam ta matica je vredna zamenjati, ker je res nekako se vi na kamerci, ti probajo loviti. Nekako se na kamerci je res grozna in bojim se, da če damo to nazaj gor, noben drug ne bo več to dal nazaj gor, tako da, ampak. Pa gremo še zgornji del tega blažilca odšrafati. Moram priznati, da na Ladi Nivi je res enostaven del, ker imaš ogromno manevrskega prostora in avto je ful visok in tudi ta zgornja matica je bila v odličnem stanju, tako da smo odšrafali brez težav. Koga je dejansko totalno stopilo. Ne vem, če to so še originalni, po mojem zna biti. Niso originalni, ja? Ne, originalni ima plečevinast, pa kravček, ne plastičen. Tako da novi zdaj so tukaj, glanc nov, vem, zgleda manjši, ampak samo zato, ker je stisnjen skupaj, zdaj moramo to odpreti. Pravijo, da je fajn ga 2x-3x napumpati, zato da ga kao aktiviraš. Jaz bom sam preril, če je ista dolžina, vsak slučaj. Zdaj tako, ko to pogledam, če prideš bližje, pripogled. A vidiš, da je iz tukaj, če damo isto dolžina, zgleda, kot da ta je daljši za, bi rekel, slab centimeter mogoče. On se stisne, ko ga zašel. Ja, ampak jaz tudi mislim, glede tega, da tle plastika se je stopila, zna biti, jaz mislim, je velika verjetnost, plastika je šla notri v sistem in dejansko ga je blokirala. Ker sicer on gre, ampak on se ne vrača preveč nazaj, mogoče zdaj.
Evo, zdaj pa je, ok. Pap je nekaj prav videl, kaj si videl, pokaži. Pušo. Kakšno pušo, to? Pušo, Oni? tle nima Ta pa nima, tako da absolutno pušo moram dati ven. To je za spodaj, zgoraj pa itak je že ostala puša notri, tako da to ni problem. Ekolo, uspeli smo pušo dobiti ven, zdaj vse, kar bo naredil je, preden namastim in dam nazaj notri. Zdaj pač edino, kar smo videli je to, da ta del tukaj pač je malo pojedlo na voj, jaz bom vseeno probal pač to železno krtačo to spucati in upal, da gre gor brez težav. Sicer smo pol nabavili tudi nove matice in bi moglo biti čisto v redu, je malo manjša, fi in navoj je čisto isti. Jaz mislim, da ni tako slabo, tako da... Za namontirati bržilce je ful enostavno, dejansko gremo na reversu tistega, kar smo naredili za ga dati dol, porastistimo zgornji šraf, pol pa spodnji. Če so ti všeč taki posnetki, zdaj je pravi čas, da lajkaš in subscribaš, da še valjda še kakšnega naredim. No, pol pa se skupaj stisnimo med 40 in 60 km zgornji in spodnji šraf. Pol pa se lotimo valjda še zadnjega levega. Ta je bil ful bolj enostaven, ker vijaki niso bili poškodovani in mislim, da smo ga dali dol v slabih 2 minutah. Evo, iskreno tudi ta ni bil v nekem najboljšem stanju, cel je roznat in sicer gre dol, ampak gor čisto nič, tako da tudi ta je bil zamenjati in dobro, da smo kupili in da oba da zamenjamo. Zdaj edino, kar moramo pušo in zato stara kljuka, boš ti dala ven to pušo, je res? Rekel, da? Ta dušilec, Ja. ta dušilec je original, se vidi, da je ruski, ker je to iz pleha. Zahodnjaki delajo vse iz plastike, to je pa pločevina. Zdaj bomo upeli blažilnik, da izbijemo pušo ven. Najboljše orodje starega slovansko kladivo. Ja, Evo, čujemo rešeno, premo. spusti. Pa dajmo še ta blažilec nazaj gor. 3-krat ga stisnemo, da ga aktiviramo in ga nazaj zašrafamo. Tudi tukaj smo dali nove matice za vsak slučaj in smo stisnili na 55 Nm. Zakon, zdaj imamo čisto nove blažilce, naslednja stvar, gremo mi kar na bobne. Pa gremo, dvignemo avto, da lahko odšrafamo gumo in valjda spod damo še jack stand za našo varnost. Evo, tip top je šlo. Zdaj, ena stvar je, ponavadi se ne zamenja samo ta celotni sistem, najbolj prav bi bilo dejansko to dati tako kontra in pol je, ker predstavljaj si, kako deluje ta sistem. Dovolite nam predstavim, kako deluje zadnji zavorni sistem na boben. Glavni deli so zavorni boben, zavorne čeljusti z zavornimi oblogami, zavorni val, povratne vzmeti in nastavljivi mehanizem, čeprav ta zadnji mehanizem pri ladji ni prisoten. Vsi ti deli skupaj skrbijo, da se avto varno ustavi. Ko voznik pritisne na zavorni pedal, se preko zavorne tekočine ustvari tlak, ki pride do zavornega valja v bobnu. Zavorni valj potisne zavorni čeljusti ali ferode po domače navzven. Čeljusti se pritisnejo ob notranjosti stran vrtečega bobna. Med čeljustmi in bobnom nastane trenje, zaradi katerega se vrtenje koleso počasti in vozilo počasi začne se ustaviti. To jim je njihova opora, dejansko ta del, ta pokrov bobnov. Okay. In zdaj, kaj bi bilo najbolj prav? Najbolj prav bi bilo dejansko tle se naštima in se rotira guma in ko se vrti, se da eno palčko in palčka se premika gor pa dol in to ti poje, koliko je en del zrabljen ali ni. Ma glede tega, da avto ima samo 28 000 km, pač to ne bi smelo biti skoraj nič obrabljeno. Torej, dejansko vse, kar mi bomo naredili, je zamenjali ta batek, ki dejansko nam ne dela in valjda že, če smo, bomo še te ferode zamenjali, ker če narediš delo, kot se tiče, ampak ta del, kot se tudi notri vidi, je čist, ne zgleda neki dosti obrabljen, tako da jaz ne mislim, da tudi ko grem z roko, ni nič ovaliziran, da bi kje se več obrabo ali kaj, tako da mi bomo kar to zdaj odšrafali in to je to. Zanimivo stvar, ki sem videl, zakaj dejansko se skupaj odpovedala, razen to, da je batek puščal, je to. Jaz je tukaj notri, evo, ta feroda je čisto notri v batku, tle pa je zunaj, dejansko je poskočila ven in ni čudno pol, da ni delo to, kot se tiče in valjda s časoma najbrž tle je korozija prišla in zato polis tukaj pušča olje. Valjda za lado, samo maksimum performance, TRV, kot da gremo na pisto, ampak ja, to je bil edini kit, ful poceni, na avtodoku bil 80 €, druger sem ga videl, a to ni sponzorizirano, by the way, druger so bili tudi po 150, tako da, ampak valjda, če že damo najboljše stvari za naš stari avto. Zdaj, kaj treba narediti? Sigurno treba to ročico prestaviti na to novo in zato bo papi to naredil.
Jaz se lotim, da zamenjam tega batka, da prišparamo malo. In gremo zamenjati zavorni val, po domače batek. Iskreno povedano, res je bil en easy job, samo 2 šrafa od 4x10 so bili za odšrafati in pol sem mogel tudi break line številko 9. Takoj se dal en čepek, da ne bi zavor tekočina tekla z leve in z desne, kajti je kar korozivna, to je to. Ok, no cilindrček smo dali gor in če pogledate zdaj, hop, top dela. Edino, kar je zdaj zrak, tle zadaj je brake nipple, tako da bomo zdaj ga odprli, bomo naštimali našega Mr. Push, oziroma bomo na star način naredili, sam dolili olje, papi bo šel notri, na star način bo stiskal in bomo to odzračili. Preden damo ferode gor, moram dati to maslo trve, ki dobiš zraven v kitu na 6 kontaktnih točk zaradi velikega trenja, ki nastane. Na to pa damo ferode in moramo samo še te amortizerčke dati. Iskreno povedano smo se malo zafrkali, ker prvo smo dali spodnjega in šele to zgornjega, vendar zgornji bil večji in je bila dosti večja napetost in je bilo toliko teže, ker spodnji bil že inštaliran, tako da smo pravili več kot 30 minut in pol smo se dejansko odločili naredili čisto kontra in pol nam je uspelo. Smo se res namočili, ni čudno, da so prešaltali z bobna na diske, poleg tega diske ima dosti večjo moč, ampak mi smo prvo dali tega spodaj amortizerčka in pol tega in smo imeli res veliko težav in smo se mučili, mislim, na okoli, koliko? Pol ure, koliko smo se mučili? Pol ure. In kaj smo pol naredili? Tega smo dali stran, smo se prvo lotili zgoraj, tako, ker valjda ta je večji in je večji upor bil, tako da tega smo dosti lažje dali in pol tega spodaj. Zdaj damo pokrov, špurgiramo in gremo v drugo stran in to je to. Evo, top. Zdaj, kar moramo narediti na tej strani, samo še špurgirati olje in tako da tle bočka za olje, zdaj bomo dotočili olje. Ja, tle ni minimum ali maksimum, ampak bomo definitivno malo še dotočili. In gremo zamenjati zavor tekočino, po domače špurganje. Tokrat ne bomo pravili Mr. Pusha, kot pri prejšnjih posnetkih z mojo Seatlom Cupro, ampak Mr. Push bo moj oče bo stiskal na star način pedal. Mogli smo in 6krat ponuditi postopek, preden sploh je prišla nova sveža biser tekočina, ki ta je bila tako temna, da sploh ne vem, kaj se je dogajalo. Ko smo se skupaj končali, smo šli še na zadnjo desno os in smo isti postopek ponovili. Zamenjali smo zavorni val, valjda vse skupaj sem zatisnil in počistil z brake cleanerjem, ker zavorna tekočina je ful korozivna in nisem hotel, da se kontaminira z novimi ferodami. Pol smo dali ferodi in moram reči, da je bilo dosti bolj enostavno, ker smo že vedeli, kakšen je postopek in kako se moramo lotiti. Evo, top, stari. Ok, top. Vse naštelano? Vse naštelano. Ekola, delo je narejeno, zamenjali smo na vse zadnje strani vse te pač zavore, torej bobne in špurgali smo se olje in smo se z očetom zmenimo naredili. Špurgali vse. Špurgali bomo vse, še spredaj desno in spredaj levo, ker olje je tako temno, jaz mislim, da na zadnje, kdo je menjal, to olje je bilo, dejansko, ko so to naredili, jer so ga sestavili, tako da bomo še to naredili in to naredimo na 1, 2, 3, 4, 3 dena in je jutro. In smo tudi zamenjali v celoti zavorno tekočino, bila kar pozna ura in se nehal snemati, ker se več ni videlo. Zdaj imamo dve težave. Prva je ta cevka od benzina, dejansko ko odpremo. Preparela. Ja, preparela je in vse naokoli pušča in pač bomo mogli iti in naročiti novo in sigurno bo trajalo kakšen dan, preden dobimo novo, ampak zavorna tekočina zdaj je svetla in bistra, bila je pa temna kot katran. In naslednja stvar, smo dali samo provizorično gor auspuh z pač temi žičkami, ampak naleteli smo na par težav. Prvo, če pogledamo te mounting points oziroma kje držijo auspuhe, pač tle še nekako gre, tukaj pa dejansko ga ni in je dosti bolj dol in dejansko ni v redu. Poleg tega auspuh zavije dol in tika pol dejansko tika gred, tako da ta auspuh ni v redu. Ampak tudi ko smo gledali na avtodoku, isti letnik in vse nam daje čisto isti auspuh in bom zdaj tukaj pokazal. In se pogled ta auspuh, dejansko ima čisto isto, tudi ta mounting point oziroma kje drži auspuh je isto tako tam je in ni v redu. In jaz sklepam, ker to ladonivo, ki so delali z Evropo, so delali samo 2 leti, ima tudi poseben karburator in je bila res neka, lahko rekli, limited edition in zato te dele je toliko težje najti. In jaz mislim, da se bomo mogli obrniti na kakšne fante, ki obvladajo ali pa ki sami izdelujejo te auspuhe, ker jaz sem pogledal že ne vem koliko teh spletnih strani in je ful težko najti auspuh, oziroma jaz ga sploh nisem uspel najti, ker to je letnik 95
In ja, tako da bomo nekaj drugega mogli narediti. Važno, da blažilci in zadnji bobni so rešeni in tudi freni so špurgani. Zdaj pa bomo naredili en soundcheck, da vidimo, kako zveni brez lonca in brez vsega. Ajde, stara kljuka, palite avto, da čujemo, kako dela. Čuje se, kot da je bila kakšna 3-litrska mašina, ej. Kaj prav? Neverjetno sam. Dej sam še enkrat. Mislim, da avspuk sploh ne bomo dali nazaj gor, ga pustimo kar tako, ker ful dobro zveni. Nič, če všeč moj posnetki, hočeš še kakšnega, lajkaj, subscribe in si v naslednjič. Aj, čau! Če kdo pa pozna nekoga, ki izdeluje auspuhe prav za take ladenive, dajte me kontaktirati ali pa pisati dol v komentarjih, da se zmenimo kaj, da to ladenivo končno lahko spravimo na cesto in registriramo pol kot valjda starodobni.